V svetu medijev je televizija v živo ena izmed najbolj nevarnih vrst oddajanja. Tukaj namreč ni scenarija, ki bi ga lahko spremenili, ni prizora, ki bi ga lahko ponovili. In ko se nekaj zgodi, to takoj vidi ves svet. Od naravnih nesreč in nesreč med oddajanjem v živo do skrivnostnih dogodkov, ki jih ne znajo razložiti niti strokovnjaki. Televizija v živo je večkrat dokazala, da je resničnost včasih bolj grozljiva kot scenariji v filmih. Nocoj se bomo spomnili najbolj strašnih, najbolj nepričakovanih in najbolj skrivnostnih trenutkov, ki jih je v živo spremljal ves svet. Prizori, ki so gledalcem povzročili kurjo polt. Preden začnemo, ne pozabite všečkati in se naročiti na naš kanal. To je za nas, ustvarjalce vsebin, v veliko pomoč. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Domnevna preobleka Michaela Jacksona leta 2018 je sredi podelitve nagrad Emmy nenavaden lik pritegnil pozornost vseh. Teddy Perkins, bled moški, ki je videti kot iz voska, se je prvič pojavil v seriji Atlanta, kjer ga je upodobil Donald Glover. Veliko ljudi je mislilo, da je tudi Glover v kostumu, a vsi so bili presenečeni, ko so Donalda videli v zaodrju. Medtem pa je bil Teddy Perkins še vedno v občinstvu. Tudi njegovi soigralci so povedali, da niso imeli pojma, kdo je v resnici za masko. Tukaj so se začele teorije. Najbolj priljubljena med vsemi pa je bila, da naj bi bil to Michael Jackson. Po besedah oboževalcev naj bi pop ikona še vedno živel in naj bi se pojavil na podelitvi Emmyjev z novim obrazom. Med prenosom je na tisoče spletnih uporabnikov analiziralo vsak gib, vsak zamah z roko, vsak pogled. Nekateri so rekli, da je to le marketinški trik, za druge pa je to najresničnejši dokaz, da Michael Jackson v resnici ni umrl. Do danes ni jasnega odgovora, kdo pravzaprav je Teddy Perkins. In to ostaja eden najbolj grozljivih trenutkov, ki so se zgodili v živo na televiziji. Cunami in skrivnostno bitje. Marca 2011 je Japonsko stresel izjemno močan potres z magnitudo 9,1. Za njim je sledil ogromen cunami, ki je uničil celotno obalo. Medtem ko je ves svet spremljal neposredni prenos tragedije, je bil v posnetku en prizor, ki je vzbujal začudenje. Pojavila se je senca, ki je bila videti kot bitje in nenadoma poletela navzgor za eno izmed stavb. To se je hitro razširilo po spletu. Veliko ljudi verjame, da to ni bila le naplavina ali smeti, ampak neznano bitje, ki se je očitno prebudilo zaradi nesreče. Tudi Tinker Tanker, znani analitik za računalniško generirane slike, je objavil svojo analizo. Po njegovih besedah je gibanje predmeta nenavadno. Pravi, da ga veter ne nosi kot običajne naplavine. Zdi se, kot da namerno leti. Toda kot pri večini skrivnosti, nihče ni mogel dokazati, kaj je to v resnici bilo. Nekateri pravijo, da gre le za optično iluzijo. Drugi pa verjamejo, da gre za neko vrsto duhovne energije, ki se je pojavila skupaj s katastrofo. Do danes ostaja skrivnost bitje iz cunamija. To je bil nenavaden trenutek, ko sta prevladovala strah in skrivnost, medtem ko je ves svet v živo spremljal dogajanje. Izginjajoči potnik na letališču. Na Danskem bi to moral biti le preprost intervju na letališču. Novinar je intervjuval potnika, toda medtem ko sta se pogovarjala, se je v ozadju zgodilo nekaj nenavadnega. Blondinka je stala blizu traku za prtljago. Moški je šel mimo nje in v tistem trenutku je ženska izginila. Ni prišla ven na drugi strani. Ni bilo nobene sledi, kot da bi izginila v zrak. Družbena omrežja so bila vznemirjena. Nekateri so rekli, da je to duh potnice. Drugi pa verjamejo, da je to napaka v matriki. Vendar pa po mnenju nekaterih videostrokovnjakov je to verjetno zgolj optična iluzija. Morda se je le postavil na temen del ozadja ali pa ga je prekril točen kot kamere. Toda kakršnakoli razlaga učinka na gledalce ni več mogoče izbrisati. Navaden, neposreden intervju v živo, ki je nenadoma postal srhljiv zaradi skrivnostnega izginotja pred kamero. Res je, da je včasih najbolj srhljivo. Strašljivi dogodki se dogajajo na najbolj običajnih krajih in v trenutkih, ko jih najmanj pričakuješ. Prikazan na pokopališču v televizijskem prispevku. To bi moralo biti le običajno lokalno poročilo iz New Yorka o starem pokopališču imenovanem Green Ridge Cemetery. Mirno, svetlo in kot da ni nič nenavadnega.
Medtem ko pripoveduje voditelj pred kamero, so v ozadju prikazani le stari nagrobniki. Toda, ko je bila oddaja v živo predvajana, je en gledalec takoj poklical postajo. Rekel je, da je opazil nekaj srhljivega. Za enim nagrobnikom z imenom Butler je nenadoma mimo šinila človeku podobna senca in izginila. Preveč je bilo jasno, da bi rekli, da je to le svetloba, in prehitro, da bi rekli, da je to le človek, ki hodi. Veliko navdušencev nad nadnaravnimi pojavi je verjelo. Pravijo, da je to bil duh. Ta pokopališče je namreč znano po nemirnih duhovih, ki ne najdejo miru. Vendar pa so nekateri rekli, da je to morda le senca ali pa nekdo drug, ki ga ekipa ni opazila. Težava pa je v tem, da je sama televizijska postaja izjavila, da nihče izmed njihove ekipe ni hodil po tistem delu med snemanjem. Video se je hitro razširil po spletu in so ga označili za enega najbolj strašljivih posnetkov, ki so bili predvajani v živo. Opazili boste, da je bitje skoraj prozorno, a jasno je, da ima človeško obliko. Resnično ali ne, drugačen je občutek groze, ko se nekaj premika po pokopališču sredi prizora. To je bil tisti novinarski prispevek. Do danes je še vedno skrivnost, kaj je bilo v resnici videti za nagrobnikom. Potres v oddaji Judge Judy v Los Angelesu. Vajeni smo gledati napete prizore v oddaji Judge Judy. Toda dan ni bil scenarij tisti, ki je premikal dogajanje, ampak zemlja sama. Medtem ko je Judge Judy še razpravljala o primeru, se je nenadoma zatresel celoten studio. Najprej je bilo le rahlo tresenje, a po nekaj sekundah je potres postal močnejši. Na obrazih osebja in občinstva so bili vidni presenečenje in strah. Čustva so bila pristna, brez pretvarjanja. Kamere so se še naprej vrtele, zato je vsa Amerika v živo spremljala tisti trenutek potresa. Judge Judy je sprva ostala mirna. Ko se je tresenje še okrepilo, je takoj ukazala vsem, naj evakuirajo. Na srečo nihče ni bil poškodovan, vendar je ta posnetek ostal kot opomnik, da je lahko tudi najbolj varno mesto v trenutku postane nevarno. Brez scenarija, brez ponovnega snemanja, samo pravi strah. In v nekaj sekundah se je ena sodna oddaja spremenila v dokumentarec. Prava nevarnost narave. Strela udari blizu vremenskega poročevalca. Predstavljaj si, da si ti vremenski poročevalec, poročaš o nevihti, potem pa nenadoma strela, ki te skoraj zadene. Točno to se je zgodilo Fox Phoenix poročevalcu Mattu Rodwaldu leta 2019. Medtem ko je poročal o prihajajoči močni nevihti, se je za njim nenadoma zabliskala oslepujoča svetloba. Hkrati je zagrmelo z izjemno močnim gromom. Na kameri se vidi, kako je odskočil in hitro stekel stran. Zaradi močnega udarca strele je na tisoče domov ostalo brez elektrike. V nekaj sekundah. Na srečo ga ni zadelo neposredno. Če bi ga, bi bila to zdaj povsem druga zgodba. Ta posnetek se je takoj razširil po internetu in veliko ljudi je bilo navdušenih nad tem, kako miren je ostal Matt, čeprav je bil skoraj zadet. Toda za novinarje se znajdejo v takšnih situacijah, je to opomnik. Vsako poročanje sredi narave je lahko v trenutku nevarno. Na televiziji je to videti razburljivo. Toda v resničnem življenju je med delom in tragedijo le en blisk strele. Papež Frančišek. Izginotje. Nenavaden dogodek v Vatikanu je povzročil veliko zmedo po vsem svetu. Medtem ko je papež Frančišek dajal blagoslov svojega okna na trgu Svetega Petra, nenadoma se je umaknil nazaj noter in v hipu je njegova podoba izginila, kot da bi se raztopil v zraku. Ta prizor je bil predvajan v živo. Se je takoj razširil po družbenih omrežjih in sprožil različne teorije. Nekateri so trdili, da Vatikan uporablja napredno hologramsko tehnologijo za zaščito svetega očeta pred morebitnim napadom, medtem ko drugi verjamejo, da je šlo zgolj za napako kamere. Ali pa težava s prenosom v živo, a vendar so se špekulacije še povečale, ko so nekateri gledalci opazili, da je uradni Vatikan Channel zamenjal prenos. Originalni posnetek je bil zamenjan z urejeno različico. Za nekatere je bilo jasno, da nekaj skrivajo. Drugi pa so verjeli, da je bil to morda posnetek iz drugega dne in da papeža sploh niso videli. Resnično ali ne, nenavaden občutek je videti takšno izginotje v živo na televiziji. Za tiste, ki verjamejo v teorijo o hologramu, to naj bi bilo mogoče zaradi zelo natrpanega urnika in varnostnih groženj papežu. A skeptiki pravijo, da internet samo pretirava pri ustvarjanju zgodb. Ne glede na pojasnila, video ostaja skrivnosten. In če naj bi bila televizija v živo tista, ki prikazuje resnico, kaj pa, če je to resnica sama, tisti, ki je izginil pred kamero? Silerjev duh.
Nočna tekma ameriškega nogometa za noč čarovnic v Kaliforniji, ko je nenadoma postala zgodba o nadnaravnem. Medtem ko so Steelers Spartans igrali proti Resita Regents, so gledalci navijali in se veselili. Dokler niso nekaj opazili na enem od videoposnetkov na mobilnem telefonu. Ana Diana, ena od staršev, ki je snemala svojo hčerko navijačico, je nenadoma zakričala, ko je na svojem posnetku opazila nenavadno podobo. Nekakšna senca, skoraj prozorna figura, je z izjemno hitrostjo tekla po sredini igrišča. Zdelo se je, kot da ni človek. To je delila s prijatelji in vsi so imeli skoraj enako reakcijo. O moj bog, kaj je to? Video se je hitro razširil in poimenovali so ga Sealerjev duh. Pojavilo se je veliko teorij. Nekateri verjamejo, da gre za dušo nekdanjega igralca, ki ne najde miru, medtem ko drugi pravijo, da gre zgolj za napako kamere ali napako na pomnilniški kartici. Tudi Bruce Lindsay, učitelj fizike, je dejal, da je to verjetno le tehnična anomalija. Vendar niso bili vsi prepričani, še posebej, ker je sama Diana priznala, da skoraj ne zna uporabljati svojega mobilnega telefona. Kako bi torej lahko naredila ponarejen video? Do danes ni jasnega odgovora. Srebrni duh ostaja del seznama najbolj srhljivih zabeleženih dogodkov. Medtem ko so kamere v živo, je to opomnik, da včasih tudi sredi veselja igre obstajajo stvari, ki jih znanost ne more razložiti. Voditelj novic z dvojnimi očmi. Kanadski novinar je postal središče internetne norije. Potem, ko so opazili nekaj nenavadnega v njegovem neposrednem prenosu. Medtem ko je poročal o resnem političnem prispevku, se je nenadoma spremenil videz njegovih oči. Kot da bi imel dva para oči, ki sta hkrati mežikala. To se je hitro razširilo po spletu in pojavile so se teorije. Nekateri verjamejo, da je to bil reptilski spreminjevalec oblike, medtem ko so drugi rekli, da gre le za preprosto napako pri sinhronizaciji. Ko so posnetek predvajali v počasnem posnetku, to je samo še povečalo grozo. Jasno je bilo videti dvojno mežikanje in zdi se nemogoče za običajnega človeka. Po mnenju strokovnjakov, možno sta se prekrivala dve videosličici, zato je videti, kot da ima dodatne oči. Toda za tiste, ki verjamejo, je to dokaz, da obstajajo bitja, ki niso ljudje, da se skrivajo v človeški podobi. Voditelj ni podal nobene izjave o incidentu. In to je še bolj podžgalo ugibanja v naslednjih nekaj dneh. Spletni uporabniki so večkrat analizirali vsak kader. Iskali so odgovore. Glitchman ali nenavadno bitje. Eno je bilo gotovo. Tistega prizora ne moreš kar tako pozabiti. Glede na to, koliko prenosov v živo gledamo na televiziji, včasih so trenutki, ko se zdi, da se z nami poigrava sama resničnost. Poltergeist v novičarskem studiu. Jutro polno nemira. To se je zgodilo v eni izmed srednjeameriških novicarskih oddaj, potem, ko se je nenadoma zgodil prizor, ki ga je težko pozabiti in je bil grozljiv. Medtem, ko je bil prenos v živo. Medtem, ko sta se dva voditelja pogovarjala o dnevnih novicah, nenadoma se je kozarec vode pred njima premaknil, počasi je zdrsnil po mizi in se razlil. Voditelja sta se spogledala. Očitno presenečena sta hkrati poskušala nasmehniti in zasmejati, da bi prikrila svojo nervozo. Ale nekaj sekund kasneje se je premaknil še en kozarec. Nihče se ga ni dotaknil. Tukaj sta oba vstala in očitno se spraševala, ali se kdo šali ali pa se dogaja nekaj nenavadnega. Produkcijska ekipa je takoj pregledala mizo in pripomočke. Ni bilo nobene vrvice, ni bilo magneta in pod mizo ni bilo nikogar. Po posnetku je jasno, da se je kozarec premaknil sam od sebe. Skeptiki so rekli, da je to morda povzročila vibracija ali vlaga na mizi. Za druge pa je jasno, da je to delo poltergeista. Divji duh, ki premika predmete. Če pogledamo, se je zgodilo nekaj preprostega. Kozarec se je premaknil. Toda za gledalce je bilo to dovolj, da so postali nervozni in se začeli spraševati. Če je v studiu še kakšno drugo bitje, včasih sploh ne potrebuješ duha, ki bi se prikazal. Dovolj je že eno nepojasnjeno gibanje, da se vsem naježijo dlake. Sablastna senca na televiziji v živo leta 2011. Prenos v živo iz Združenega kraljestva. To je med gledalci vzbudilo strah in občutek skrivnostnosti. Medtem ko je novinar poročal o nesreči, to se je zgodilo na avtocesti M11 blizu Londona. Nenadoma se je na zaslonu pojavila nenavadna senca. Črna oblika, ki je kot da lebdi od zgoraj, se je nenadoma ustavila na sredini. In nato je počasi prečkalo cesto, preden je popolnoma izginilo. Ker se je nesreča pravkar zgodila, so mnogi rekli, da je to morda duh žrtve.
ali energija, ki je ostala na kraju. Zaradi tega je ITV Network sprožil notranjo preiskavo. Uradna razlaga. Morda je bil tole insekt, ki je lezel po objektivu kamere, vendar gledalci niso bili prepričani. Po njihovem mnenju se insekt ne premika tako. Poleg tega je bila njegova oblika skoraj prozorna. Nekateri verjamejo, da gre le za napako kamere, za druge pa je to morda resnična prikazen. Posnela jo je kamera v neposrednem prenosu. Do danes je ta dogodek še vedno predmet razprav. Novica o nesreči bi morala biti preprosta. A zaradi tiste nenavadne sence ni bilo tako. To je postal eden najbolj grozljivih prenosov v živo v zgodovini britanske televizije. Britanskega televizijskega novinarja so soočili v živo. Medtem ko je v živo poročal iz Mississippija, je novinar MSNBC Shaquille Brewster nenadoma je tišino v zraku sredi orkana, o katerem je poročal, prekinil moški v poltovornjaku, ki je nenadoma ustavil na cesti, izstopil in začel kričati na novinarja sredi prenosa v živo. Brewster je mirno nadaljeval s svojim poročilom in vztrajno kazal profesionalnost. Toda, ko se je moški približeval, je začel še glasneje kričati in poskušal vzeti mikrofon. V tistem trenutku ekipa je takoj prekinila prenos v živo zaradi varnosti vseh. V studiu je bilo očitno, da je voditelj nervozen, medtem ko je večkrat klical Brewsterja Shaka. Si v redu? Po nekaj trenutkih so potrdili, da je v redu. Moškega so kasneje ujeli in ga obtožili napada. Ta prizor je opomnik, kako nevarno je lahko delo novinarjev. To bi moralo biti le preprosto vremensko poročilo. A v trenutku se je to spremenilo v napetost in strah. Nihče ni bil poškodovan, vendar sta bila strah in nervoza v tistem prenosu v živo resnična in nista bila zaigrana. Včasih ne potrebuješ nevihte, da bi začutil nevarnost. Včasih so ljudje sami nevihta, ki pride, medtem ko si prestrašen v živo pred kamero. Divjanje ukradenega tanka maja 1995, neposreden prenos novic iz San Diega. Nenadoma je bilo kot prizor iz filma. Namesto običajnega prometa, kar so ljudje videli na televiziji, je bil ukraden vojaški tank, ki je divjal po cesti. Mlel je avtomobile in podiral drogove. Za volanom je bil Sean Nelson, vojaški veteran, ki je izgubil službo in postopoma zapadel v depresijo. Ob nepričakovani priložnosti vstopil je v orožarno nacionalne garde in ukradel tank M603. V skoraj 23 minutah so gledalci na televiziji spremljali njegov pobeg. Medtem ko so ga policisti poskušali ustaviti, so poskušali postaviti ovire na cesto. A vendar to ni imelo nobenega učinka. Ta pošastni stroj je nadaljeval z uničevanjem, kot da ga nič ne more ustaviti. Na koncu se je tank zataknil za betonsko pregrado in tam se je zasledovanje končalo. In policisti so incident zaključili. Nelson je umrl med operacijo. Na srečo nihče drug ni bil poškodovan. To je bil ta prenos. Ostaja eden najbolj šokantnih dogodkov v živo v zgodovini televizije. Pravo mesto se je v nekaj minutah spremenilo v vojno območje. Čeprav je minilo že več kot 2 desetletji, tisti, ki so bili priča temu prizoru, tega še vedno niso pozabili. To je trenutek, ki spominja. Včasih ti ni treba biti v vojni, da bi videl pravo zmedo. Wendy Williams se je onesvestila v živo. Eden najbolj šokantnih trenutkov v živo na televiziji se je zgodil Wendy Williams, znani voditeljici pogovorne oddaje. Vedno je polna energije in veselja. V epizodi svoje oddaje Za noč čarovnic. Wendy je nosila kostum kipa svobode. Bila je živahna, samozavestna in energična. Toda pa je pozdravljala občinstvo, se je njen glas nenadoma spremenil. Njene oči so se razširile, obraz je začel trepetati in po le nekaj sekundah je padla naravnost pred kamero. Občinstvo je zavpilo. Niso vedeli, ali gre za potegavščino ali za pravo nujno situacijo. Takoj so prešli na oglase. Oddaja. Medtem ko je ekipa hitela teči proti njej, po nekaj minutah, Wendy se je vrnila v neposredni prenos. Očitno je bila šibka, a je še vedno nasmejana. To ni bil trik, je rekla. Samo pregrela sem se v svojem kostumu. Pojasnila je, da je bilo to zaradi debeline njenega kostuma. Zmanjkalo ji je zraka in je omedlela, a kljub temu je zagotovila, da je na varnem. Strah v tistem trenutku ne bo nikoli izbrisan iz misli gledalcev. Tisti pogled v njenih očeh, preden je padla. Veliko ljudi na družbenih omrežjih je reklo, da je bilo videti, kot da je bila obsedena ali da se je zgodilo nekaj nenavadnega. Ne glede na to, ali so ugibanja resnična ali ne, tisti trenutek nas opominja, kako nevarna in nepredvidljiva je lahko televizija v živo. V trenutku se je veselje spremenilo v strah in napetost.
Ugrabitev signala Max Headroom. Tistega večera, 22. novembra, leto 1987, so prebivalci Chicaga bili priča enemu najbolj nenavadnih in srhljivih dogodkov v zgodovini televizijskega oddajanja. Dogodek, znan kot incident Max Headroom. Točno ob 9:14 zvečer, medtem ko je poročal WGN-TV med športnim segmentom o zmagi Chicago Bearsa. Nenadoma je zaslon gledalcev potemnel. Ko se je signal vrnil, se ni pojavil poročevalec, temveč oseba z masko Max Headroom. Premikal se je v krogu pred utripajočim kovinskim ozadjem. Ni bilo jasnega zvoka, le šum. Slika se je zibala. 30 sekund, preden so inženirji ponovno prevzeli nadzor. A s tem se čudne stvari še niso končale. Po več kot 2 urah še ena televizijska postaja, VTTV, pridružena postaja PBS, je bila prav tako napadena med predvajanjem epizode Doctor Who. Maskirana oseba se je ponovno pojavila. Tokrat je govorila na ključne in nepovezane stavke. Omenil je celo slogan Catch the Wave podjetja Coca-Cola, medtem ko je držal pločevinko Pepsi. Prenos se je končal z nenavadnim prizorom. Oseba v ozadju z loparjem za muhe. Preden se je običajni prenos popolnoma nadaljeval. Po dolgi preiskavi Zvezne komisije za komunikacije nobenega osumljenca niso ujeli. Do danes ostaja skrivnost, kdo je stal za tisto ugrabitvijo signala. Incident Max Headroom je postal simbol enega najbolj nenavadnih trenutkov v zgodovini televizije. Opomin, da tudi zasloni, za katere mislimo, da jih imamo pod nadzorom, lahko še vedno vdrejo nepojasnjene sence, vlom v studio. Januarja 2024. Običajen torek v Ekvadorju. Nenadoma se je zgodila situacija s talci v živo kot prizor iz filma. Medtem ko je bila znana televizijska postaja v živo, je oborožena skupina nenadoma vdrla naravnost v studio. S seboj so imeli pištole, strojnice in celo palice dinamita. V nekaj sekundah se je vse spremenilo. Namesto običajnih novic je postala to neposredna reportaža lastne nočne more. To se je zgodilo le nekaj ur potem, ko je novi predsednik Ekvadorja Daniel Noboa razglasil. Izredno stanje je bilo razglašeno potem, ko je pobegnil eden najnevarnejših vodij tolpe v državi, medtem ko se je oddaja nadaljevala v živo. Gledalci so videli zamaskirane moške, ki so grozili voditeljem in osebju. Nihče ni mogel verjeti, da je to, kar gledajo, resnično. Prevzem televizije, ki se dogaja prav pred kamero. Policija je takoj posredovala in obkolila stavbo. Po nekaj minutah napetosti in pogajanj so vdrli v studio in aretirali storilce. Noben civilist ni bil poškodovan, vendar pa je strah, ki so ga občutili zaposleni in milijoni gledalcev, ostal. Tega strahu ni mogoče kar tako pozabiti. Ta podoba, moški z orožjem in dinamitom med neposrednim prenosom, je postala simbol tega, kako enostavno lahko nasilje vdre na kraje, za katere mislimo, da so varni. Od takrat se je javno mnenje spremenilo glede tega, kako pomembna je varnost v televizijskih studijih. Meteorologinja kolabira v živo marca 2023. Milijoni gledalcev v Los Angelesu. Priče so bili strašnega dogodka med spremljanjem KCL TV, medtem ko je predstavljala vremensko napoved. Nenadoma je meteorologinja Alisa Carlson postala šibka in se počasi sklonila, dokler ni popolnoma izgubila zavest in padla za svojo mizo. Kamera je hitro preklopila. A bilo je prepozno, saj je ves narod že videl ta trenutek. Nekaj ur kasneje je prišla novica, da so ji že prej diagnosticirali puščajočo srčno zaklopko. Minilo je skoraj 10 let. Takrat se je tudi na drugem neposrednem prenosu zavrtelo. Vendar je Alisa pojasnila, da to ni povezano z njenim prejšnjim stanjem. Okrevala je že po nekaj dneh. Na srečo, vrnila se je na delo. Vendar pa gledalci tega prizora niso zlahka pozabili. Videti nekoga, ki je miren, profesionalen, nasmejan in nato nenadoma izgubi zavest sredi oddaje v živo, vse spomni, da tudi v nadzorovanem svetu televizije obstajajo trenutki, ki jih v življenju ne moreš nadzorovati. Ta dogodek pušča eno vprašanje. Kako pogosto se nasmihamo pred kamero, medtem ko v ozadju tiho bijemo svojo bitko? Nemogoče pristajanje. Leta 2020 je Airbus A380 največje potniško letalo na svetu. Skoraj bi postal naslov tragične nesreče med pristajanjem v Londonu, medtem ko je nevihta Denis pustošila po Angliji. Pilot je bil prisiljen sprejeti težko odločitev.
Izvedel je tako imenovani pristanek v bočnem vetru. To je tehnika, ki jo piloti uporabljajo, kadar piha močan stranski veter, medtem ko so to spremljali v živo na letalskih kanalih. Jasno se je videlo, kako je bilo letalo nagnjeno med pristankom, obrnjen proti vetru, kot da se drži, da ga ne bi odpihnilo. Ko je pristalo, so potniki skoraj hkrati zavpili. Nekateri od strahu, nekateri od olajšanja. Drugi so jokali, medtem ko so nekateri ostali tiho. Strmeli so skozi okno, kot da ne morejo verjeti, da so preživeli. V trenutku skorajšnje smrti, ta trenutek je postal opomnik, da ne glede na to, kako velika in moderna je tehnologija, je včasih varnost še vedno odvisna od poguma in bistrosti enega pilota. Tisti pristanek v bočnem vetru so strokovnjaki ocenili kot eno najtežjih, a najbolj popolnih zasilnih pristankov v zgodovini letalstva. Pravi čudež v zraku.